Polonca čuda ima danes širok nasmeh na obrazu. Pred 15 leti, ko je hudo zbolela, ni bilo tako. Noben zdravnik, nobena diagnoza, nobene tablete, nič pomagale. In še danes sem hvaležna moji predragi mami, ker me je peljala k alternativcem, da sem naslednjih 10 let lahko normalno živela. In po bioterapijah ozdravela. Prav to metodo zdravljenja je Trop Skaza med drugim črtala s seznama. S tem ne prepovedujejo bioterapije, ampak jo dajo kot gospodarsko dejavnost. Ampak v tem primeru se bo pa zdaj folk učil se bojo zdravilci, kvazi zdravilci učili na ljudeh. Ne moreš dopustiti, da trg čez čas prepoznata prave. Od 35 metod jih je na seznamu pustila le še 12, med njimi ni akupresure, zvočne terapije, biosinergije, reikija, refleksoterapije. Na vprašanje, po kakšnih kriterijih so potem predlagali brisanje nekaterih metod, tega odgovora ni bilo. Zdaj je ministrstvo pripravilo teren za črn trg in neusposobljene zdravilce. Če obstaja teorija zarote, je to prvi korak k dejanski prepovedi, ker to bo vodilo v večji kaos. Drugo je pa možno, da enostavno si tam zbrala ena ekipa, ki ne ve, kaj dela. Spremembe so z ministrstva poslali na zgolj 6 naslovnikov, medtem ko naj bi bilo pri nas okoli 1000 zdravilcev. Mi smo se sodelovali zraven 20 let, da smo sprejeli zakon o zdravilstvu, da so zaščiteni, da vedo, kateri zdravilec ima strokovno znanje in kateri je šarlatan ali pa recimo ni dovolj etičen. V nevarnosti bodo Slovenci in Slovenke, ki se vse bolj zatekajo k alternativi. Da si mogla alternativna medicina in uradna medicina podati roki, da sta skupaj močnejši. Ministrstvo pa je, kot kaže, malo mar za vse skupaj, pa naj bo zapolnjenim ali praznim stolčkom. Zdravilci so se obrnili tudi na premierko, a odziva še ni bilo.